V naših oddajah občasno pokukamo tudi v javne zgradbe. Tako smo denimo predstavili imenitni in že večkrat nagrajeni vrtec Cerkvenjak, ter bili očarani nad prenovljeno secesijsko zgradbo, v kateri ima svoje prostore Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Tokrat pa smo obiskali eno najstarejših gimnazij v Sloveniji, Gimnazijo Kranj, ki se po novem drugače sveti. Ta v Črkovu zasnovana šola, ki je zaradi svoje barvne podobe znana tudi kot kremšnita, je nedavno doživela korenito prenovo, pri kateri je bil poseben poudarek namenjen menjavi svetil. Vse raziskave namreč kažejo, da se v dobro in pravilno osvetljenih prostorih dijaki lažje učijo, se bolje počutijo, so bolj zbrani, medtem ko zadrževanje v nepravilno in nezadostno osvetljenih prostorih vodi v melanholijo, stres in razdražljivost. Torej, svetloba za bistre misli in dobro počutje. Gimnazija Kranj je najbolj impozantna stavba v novem predelu mesta. Načrte zanjo je napravil arhitekt William Treo in ko je pred 122 leti začela z delovanjem, je imela 10 učilnic, vsaka je bila za okoli 56 učencev, v njej je bilo še ravnateljevo stanovanje, vključevala je tudi kapelo. Kranj se je vsa leta želel popolno gimnazijo in potem so 1893 uspeli prepričati tudi avstrijsko oblast in financirali izgradnjo zemljišča, vse 1896 se je začela graditi ta stavba in v enem letu so jo zgradili. Potem se je pa v 80 letih, zaradi tega, ker je bilo veliko dijakov, se je še dograjevala, delal nov del in v 90 letih se je izdelalo tudi podstrešje, zdaj v zadnjih letih pa še ta soba. Hkrati z energetsko sanacijo in prenovo električnih inštalacij so posebno pozornost namenili menjavi svetil in zagotavljanju ustrezne svetlobe v učilnicah, kjer je za učni proces velikega pomena. Kako vpliva svetloba na telo dijaka, na telo učenca, oziroma kateri tip svetlobe je zanj najprimernejši? Svetloba ima na dijaka, pravzaprav na nas ljudi, izjemno velik vpliv. Pri recimo osvetlitvi učilnice je poleg teh ustreznih nivojev osvetlitve šolske klopi, table, izjemnega pomena, da je ta svetloba čim bolj enakomerna in da je osvetlitev mehka. Se pravi, dijak ima, predstavljamo si, da njegov pogled potuje iz zvezka, ki ga ima pred sabo belega na šolski klopi, proti tabli, ki je včasih tudi druge barve, mogoče zelene, črne, in po drugih eksponatih, ki so v prostoru. Če svetloba ni ustrezna, če osvetlitev ni primerna, potem se med vsemi temi različnimi predmeti pojavijo svetlobni kontrasti. In ko dijakove oči potujejo od predmeta na predmet, se morajo sprotno stalno prilagajati glede na različne jakosti osvetlitve. In to seveda je utrujajoče, dijaka utruja, težko drži koncentracijo. To so rešili z dinamično LED razsvetljavo, za katero so se odločili kot prva javna zgradba v Sloveniji. Njena značilnost je, da se v lučeh samodejno uravnavata moč in temperatura svetlobe, kar ima prednosti tako za učitelje kot dijake. Ideja je, da bi v bistvu sistem deloval samodejno in tudi deluje, ampak še vedno je v vsaki učilnici stikalni tablo z navodili, tako da praktično lahko vsak profesor nastavi oziroma dijak tudi nastavi neke vrednosti. Samodejno pa sistem deluje tako, da zjutraj, ko dijaki pridejo v šolo, imamo temperaturo svetlobe nekje okrog 3500 kelvinov, se pravi, to je nekaj med toplo pa med hladno svetlobo. Proti popoldnevu gre bolj proti hladni, se pravi, govorimo okrog 12. ure o 4500 kelvinih, proti kasnejšem popoldnevu pa temperatura svetlobe ponovno pada, se pravi, gre bolj proti topli svetlobi. V principu gre tukaj pri dinamični razsvetljavi za to, da lahko profesori prilagodijo samo svetlobo učnim situacijam in na ta način svoje dijake aktivirajo
Lahko pa dinamična svetloba pomaga tudi na tak način, da v stresnih situacijah zmanjša napetost in omogoča manj napet odnos med profesorji in dijaki pa med samimi dijaki. Seveda dinamična razsvetljava upošteva tudi naravno svetlobo. To pomeni, da so v lučeh integrirani senzorji, ki zaznavajo, koliko svetlobe prihaja skozi okna in umetno svetlobo temu prilagodijo. Pomaga pa tudi pri usklajevanju človekove notranje ure z ritmom dneva in noči. Naša življenja se v veliki meri razhajajo z nekimi naravnimi ritmi. Mnogo ljudi dela v izmenah ali pa celo v samih prostorih, kjer nimajo neposrednega stika z naravno svetlobo. In seveda to je težava, ki pa se jo lahko danes na nek način vsaj delno omilimo z uporabo prave svetlobe. Dijaki so nad možnostjo, da lahko v učilnicah sami prilagajajo svetlobo sprotnim razmeram, seveda navdušeni. Enako pozitivno pa k njihovemu dobremu počutju na šoli prispevajo prenovljeni skupni prostori, ki sicer dostikrat pri prenovah ostanejo spregledani. V pritličnih hodnikih so na primer veliko pozornost posvetili skrivanju pomanjkljivosti zaradi novih inštalacij. Starejši objekti so imeli tega zelo malo, novejši standardi pa zahtevajo eno veliko količino teh raznih senzorjev, požarnih alarmov in tako naprej, razsvetljave. Tako da mi smo poskušali zadeve kar se da lepo urediti, pospraviti, čim več skrit, se pravi imeti neke table, informacijske table za vsako učilnico na tem hodniku, ki lahko funkcionirajo tudi na ta način, da prikrijejo določene te čist infrastrukturne elemente, ki v bistvu nekako posegajo pa nekako kvarijo podobo te historične stavbe, ne. Historični avli, imenovani tudi avla 1810, so identiteto spremenili s številkami v nenavadno velikem merilu in rumeni barvi. Zdaj ta avla, v katero smo posegali, vzhodna avla, je pravzaprav reprezentančna, nahaja se v historičnem tkivu, tako da je bilo zelo pomembno, da je intervencija do obstoječega spoštljiva. In drugo, želja je bila, da ta avla pravzaprav nakaže neko subliminalno sporočilo, kdaj je bila inštitucija ustanovljena. Ena izmed pomanjkljivosti pa je bila tudi ta, da je primanjkovalo skupnih prostorov za dijake poleg učilnic, seveda. In to je ta prostor, v katerem se nahajamo sedaj. Gre za bivšo učilnico, ki ste jo preoblikovali v dijaško dnevno sobo, tako rekoč. Ta soba je pravzaprav narejena iz točno 25 črk slovenske abecede, se pravi niti ene več, niti ene manj, z vsemi strešicami in tako naprej. Predvsem se pa v teh črkah skrivajo pač kotički, kamor se lahko pač dijaki sami nekako pospravijo oziroma najdejo svoj prostor za recimo individualno delo, za delo v manjših skupinah. Med samo prenovo pa ste naleteli tudi na presenečenje, za katerega ste sicer vedeli, da se nekje v stavbi nahaja, niste pa vedeli, kje. Moj predhodnik je naredil res lep spomenik stavbi, napisal 2 knjigi. Ena izmed njih je Gimnazija Kranj in stoletje njenih matur in tam piše, da so septembra 1897, ko so otvorili stavbo, vzidali tudi sklepni kamen, noter postavili časovno kapsulo, vendar nihče ne ve, kje je bila. In ko se je začela energetska prenova, ko so že imeli vse pripravljeno, so delali so želeli vzidati še električno omarico in na srečo so jo označili ravno tam, ko so udarili, da je padel ven sklepni kamen in spodaj je bila časovna kapsula. Potem smo, glede na to, kar smo delali, smo rekli, da bo lepo, da tudi mi nekaj pustimo zanamcem, pa smo naredili še eno časovno kapsulo. Prišla je iz dijaške skupnosti predstavniki, če smejo tudi oni kaj dati v tisto časovno kapsulo, pa so isto nekaj napisali z mislijo: naša sedanjost je vaša preteklost.